Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar na zasebni avdienci pri papežu Frančišku. Predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar je zadnji dan obiska v Italijanski republiki in Vatikanu na zasebno avdienco sprejel papež Frančišek. Že včeraj pa se je srečala s kardinalom Francem Rodetom in Slovenci, živečimi v Vatikanu. Sveti sedež 22. 5. 2023, sporočila za javnost mednarodne aktivnosti. Sveti sedež ima v mednarodni skupnosti pomembno vlogo pri spodbujanju miru, dialoga in razumevanja med narodi ter pri varovanju človekovih pravic. Slovenija zato vselej namenja posebno pozornost pobudam in izjavam papeža Frančiška. Strinjala sva v vzemanjih za strpen dialog in spodbujanju politik, ki povezujejo, ne delijo. Papež se zaveda pomena spoštljive javne besede in politika ima pri tem ključno vlogo, je avdienco povzela predsednica republike. Veliko pozornosti je bilo sicer v pogovoru namenjene situaciji v Ukrajini. Predsednica podpira poziv papeža Frančiška, da si Ukrajina zasluži našo pomoč, mir in življenje brez strahu, bobnenja ter opustošenja. Strinjala sta se, da mora priti do trajnega in pravičnega miru, ki bo sprejemljiv najprej za ukrajinsko stran. Prav tako pa bomo nadaljevali s finančno pomočjo Ukrajini. Zaenkrat smo prispevali 30 milijonov evrov, v iniciativo Žito za Ukrajino pa še dodaten milijon. Za številne humanitarne programe smo povečali humanitarno pomoč. Eden naših strateških partnerjev je Karitas Slovenija, s katerim izvajamo preko 30 humanitarnih in razvojnih projektov, sodelujemo pa tudi pri podpori za omilitev revščine na Madagaskarju, kjer deluje veliki misijonar slovenskega rodu Pedro Opeka, izpostavlja predsednica Pirc Musar. Podobnim spremembam papež že od začetka pontifikata namenja izrazito pozornost, zato so bile tudi tema današnjega pogovora. Trenutne poplave, ki so najbolj prizadele Italijo, pa tudi Slovenijo in Hrvaško, so po mnenju predsednice dokaz, da je odnos do planeta še vedno preveč mačehovski. Naravno okolje je človeku dano v upravljanje, ne v last. Slovenija v mednarodnih organizacijah spodbuja sodelovanje pri ohranjanju okolja, pravico do pitne vode imamo zapisano v ustavi. In prizadevali smo si, da je pravica do življenja v zdravem okolju tudi prepoznana za človekovo pravico. V papežu Frančišku vidimo tesnega zaveznika pri naslavljanju teh tem, dodaja predsednica republike, ki se je danes sestala tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža, kardinalom Petrom Parolinom. Že včeraj pa je v slovenskem papeškem zavodu Pontificio Collegio Sloveno potekalo srečanje s Slovenci, živečimi v Vatikanu. Predsednica se je srečala tudi s kardinalom Francem Rodetom. Z avdienco pri papežu se zaključuje uradni obisk v Italiji, s tem pa tudi predstavitveni obiski predsednice republike v sosednjih državah.